In v glavnem, to je bil še žal pokojni Ata Korl, ki je rekel, Milan, a bi ti malo moje sinove v roke vzel. Ne. Korl je igral kitaro v šoli, je hodil za kitaro, nam nikoli pozabil, je imel tako zanimivo kitaro, na tej zunanji resonančni plošči je imel narisano palmo. To je bila njegova posebna kitara. In so otroci prišli in potem sem jaz res prišel tam k Babenk, ne, v Tuštanj, ne, in so tam Andrej, harmonika, Tomaž, bas, Aleš, kitara. In tako, pa sem rekel, pa še malo zaigrajo, pa tako, ne. In sem predvsem videl, kje je fajn potencial, kje pa malo memžgejo, ne. Ampak so bili tako poslušljivi in tudi gnetljivi. Sem rekel, te stvari se tako streže, malo bomo tudi metronom navili, da bomo to tek, da bomo to ritmično urejeno igrali. Ampak so bili tako, kako sem rekel, gnetljivi, željni znanja in stremeli so glasbeno so stremeli po tej odličnosti. In to jih je zelo inspiriralo, mene pa tudi, ne. In nam rekel, da so bili moji poskusni zajčki, ampak pač hotel sem jih postaviti, tako. In na nikoli pozabil, sem jih tam neke pesmi, tako da smo res postavili, ko je treba, je bilo na Limberški gori to znano, vse slovensko znano srečanje, nekaj tisoč ljudi in so prišli tisti neznani fantje iz Tuštanja gor, jaz sem se tam z en jabolk skrl zadnji, tako, ne, nič povedal, kdo je to, mentor, pa nič. Sam prišli so gor, ja, Babenko fantje, pa se igrali ni 3, ne. In so zaigrali in so to toliko zažgali, da narod je, ne boš povedal, nam še kaj več rekel. Ja. Fajn. In jaz sem rekel, je penti, dobro je to, dobro smo naredili, ne. Ja.